awesome, yeah. It's kingdom, hallelujah. Wonderful, so many grace. Glass no won't fill, but we hard me both, yeah. In no glass day, yeah, or make a boss of any glass. Place the pillar, who said, oh, these are getting more than what's crashing in. It's come, hallelujah. Oh, hallelujah. Take a many days of me. It's come, hallelujah. Later than we'll be busy. Come, hallelujah. Hallelujah. Tes sweet flows, débauche to the sea. Come, hallelujah. Strive to name the spectral don't be hard, me both you. In no God's name, yeah, make a boss of land you fly. Place the pillar, who said, oh, he's not very much than what's crashing in. Alpha is happening in cities all over the world, in over 60 languages and more than 150 countries. Millions of people are getting together with friends and exploring big questions about life, faith, and God, and we want to invite you to join us. If you live to be 70 years old, on average, this is how you're going to spend your life. You're going to spend 20 years and 3 months asleep, 10 years and 5 months watching TV, 7 years and 6 months eating and drinking, 5 years and 9 months in some form of transportation, 18 months waiting in line, and 6 months at red lights. It's alarming to think that some of us will spend more time sitting at red lights than we will talking about important issues of life and faith. You have approximately 570,000 hours left to live, and we want to invite you to spend less than 24 of them with us on Alpha. Haleluja. Ful imam rad olje, ne, kako je z vami, haleluja. Imate radi olje, haleluja. A je kdo bil soboto na Ashleyju zvečer tukaj? A ste bili tukaj? A se kdo spomne te steklenice? A se spomnite kaj? A veste, koliko je bilo olje not, ko je začel moliti Ashley? A veste, da po približno kakšnem litru tekočine, ki jo je pretakal na življenje ljudi, da je še vedno isto olje ostalo? Aleluja. Nič ni šel dol. Olje ni šel nič dol, haleluja. Mislim, da imamo celo evidentirane sliki. A vidite sliko? Ne, če vidite v roki drži flašo olja, preden je začel moliti in mu nekje pride glih do vrha 5. prsta. Vidite? Malo naprej nagne, gremo naprej. To olje še vedno je zapakiran. Še vedno je zapakiran. Se pravi, tega sploh nismo imeli v planu še to uporabiti.
Cash je rekel, lej, mej ful olja, kam za veliko ljudi molil in jaz ne molim tako, da dam samo eno kapljo na čelo, pa kreš, človek si nafila roko in večina ljudi imeli čist mastne frizure, neki se tle po tleh tekali, ampak une flaša je še vedno zapekirana. Zakaj? Ker te tudi milimeter ni zmanjkal, haleluja, slava Bogu, amen. A je Bog dober? In o čem bom danes govoril? Ja. Kako ste vedeli? Haleluja. Haleluja, slava ti, Jezus. Dajmo si pogledati malo, v bistvu govoril bomo o partnerstvu. Koliko je važen, da si partner z Božjim delom. Amen? Ful je važen. Ti lahko priješ nekam in pač si vodan po svojih emocijah in narediš velik korak, ko se tako počutiš. In pol se imaš the best. Ampak če ti konstantno ne razumeš partnerstva s tem, kar Bog dela, ti bo hudič to ukradel. Ali boš pa nekaj časa blagosloven, pa boš pa nazaj v svoj krog, v svojo rutino padel, ker se zelo malo dogaja. Zato recimo sedu, bod partner z Božjim kraljestvom. Haleluja. Idemo si pogledati priliko v ženski, ki nikoli ni olja zmanjkalo. Haleluja. Amen? Ups. Haleluja. Ki nikoli ni zmanjkalo. Druga kraljev 4:1. Neka žena pa izmed žen peroških sinov kliče k Elizeju, druga kraljev 4:1. In reče, hlapec tvoj, moj mož je umrl, ti pa veš, da se je hlapec tvoj bal Gospoda. Se pravi, mož od te vdove, njen mož je bil partner z Elizejem. On se je učil od Elizeja. On je investiral svoje življenje, da je hodil okoli z Elizejem. On je umrl. In zdaj žena to ve in ona razume partnerstvo. In razume, da ji nekaj pripada. Amen. Ti priješ sem, skoraj vsako nedeljo. Eni hoče obsrejati na preučevanje Biblije, eni v petkih še pridete v molitev, eni boste jutri prišli na alfa tečaj. The best. Super je bilo, da še koga sabo povabite, ker je res prva liga za koga povabiti. In kaj to pomeni? To pomeni, da investiraš svoje življenje, haleluja. Amen. Ti investiraš del svojega življenja v Krščanski center Ljubljana, torej verjameš, da je Krščanski center Ljubljana dela Božja dela. Amen. Če ne, ti ne bi sem hodil, verjam, da ne. Haleluja. Ker bi raje danes gledal finale Evropskega prvenstva v rokometu, a bojo Hrvati zmaga Španci ali ne. Ampak ti si raje danes tukaj, pa slaviš Evsa, amen. Čeprav imaš ful rad rokomet, haleluja. In to se ti bo štelo pravičnost, haleluja, amen. In Bog te bo še bolj nagradil, haleluja. Ampak ne zdaj na svojih telefonih gledati. Ok. In ko ti razumeš, da si partner, ko to razumeš, pol daš tu daritev, ko pride okoli. Amen? A kdo od vas, ne te ne bo sam, a si dal kaj evrov danes v daritev? Haleluja. Amen. In haleluja, hvala Bogu. Sveda v Sloveniji je to tabu tema, malo cerkev pa denar, zato ker si religiozna cerkev kupičila posestva, kupovala nove zlate zvonce in ne vem kaj. Ampak to nima veze. Še vedno obstaja princip. Zakaj? Da si ti blagoslovljen. Amen? Da si ti, prijatelj, ful blagoslovljen, da si partner z Božjim delom. Haleluja. Jaz, ko mi je pred par leti šlo ful slabo v financah in se kar ni popravil, in pol iz meseca v mesec nisem vedel, kako preživel. In pol sem se kar razjokal enkrat, ko mi avto ni šel čez tehničnega. In nisem imel pojma, kako ga bom popravil. Pol sem rekel, to ni v redu. Jaz nekaj narobe delam. In pol sem si vodil Excel dokument, da sem vsak evro gledal, kam ga dam, da vidim, koliko denarja jaz dejansko investiram v Božje kraljestvo. In sem si pisal vsakmu, ko sem kaj plačal, da sem mu plačal. Koliko sem v Krščanski center denarja prinesel. Vse sem si vodil in ko sem po 3 mesecih že videl, da v bistvu ful gre od mene ven, sem rekel, to pa ni v redu. Da jaz ful dajem, pa ful nazaj, pa ful malo dobim. To nekaj ni v redu, haleluja. In sem zvezal hudiča, ga napadel in sem si dal ene cilje, kako bom osvobojen primanjkljaja
dolgov in ne vem kaj, in vse sem je uresničil cel. To je bilo par let nazaj. In ko sem si prav zadal za cilj, za en velik kredit, da do 2020 ga več ne imel, ga nimam več, haleluja. Vse je nadnaravno, haleluja. Ne govorim, da sem začel delati po 20 ur na dan in še 3 službe si najdel zraven tega, da sem pastor. Ne, vse, ker sem se zavedal, da sem partner z Božjim kraljestvom, haleluja. Če še nisi, pol ful zamujaš. Jaz ti res povem. Če ne daš desetine, ful zamujaš. Zakaj? Ker vedno, ko ti Bog reče, daj, ti ne da zato, da bi ti imel manj, ampak zato, ker ti hoče dati več, haleluja. Ne se dati varati prav Galačani, karkoli človek seje, to bo žel, haleluja, amen? Galačanom 6. Tukaj ni napake. Dokler obstajata nebo in zemlja, bo obstajal zakon sejanja in žetve, haleluja. In zdaj, ko te Bog da na srce, hej, daj, jaz včasih dam v nabirko pol manj, kot imam na srcu. In pa me Bog začne razburjati noter in podam, ker sem dal in šele pol imam mir. In zakaj se mi to dogaja? Zato, ker me Bog hoče blagosloviti, bolj, kot jaz hočem dati, haleluja. Amen? In ker sem z njim partner, haleluja. Amen? Ti si partner s krščanskim centrom. Mi sploh članstva nimamo, ste vedeli? Ti se ne moreš včlaniti v krščanski center na papirju, v duhu se pa lahko, haleluja. Tako da te noben KGB ne more preganjati zaradi tega, haleluja. Ampak si ful blagosloven, tam, ko tat ne krade, mol ne žre in rja ne razjeda. Tam si blagosloven in imaš zaklad v nebesih, iz katerega na zemlji lahko črpaš kadarkoli. Amen? In premalo črpaš, ne ti povem, haleluja. Ful črpi, razjese nad hudičem, reče, jaz sem partner z Božjim kraljestvom, amen? Jaz dajem v Božje kraljestvo, če pa ne daš, pa začni čim prej, haleluja. Ker ful zamujaš, vsak teden, ko ne daš, ful zamujaš. Ker Bog ti hoče ful velik dati, amen? Jaz verjamem v prosperiteto poslednjih časov, v katero vstopajo ljudje, ki sejo. Zakaj? Ker Bog daje komu seme, sejalcu, amen? Bod sejalcu Božje kraljestvo, amen? Daj tam, kjer si partner, haleluja. Bod partner s krščanskim centrom. Ok, dajmo si pogledati, 2. Kraljev 4:1. Sprav, mož umre in ona pravi Elizeju, lej, tvoj hlapec je umrl. In kaj se zdaj dogaja z mano? Pa je prišel upnik in hoče vzeti oba otroka moja sebi za hlapca. Se pravi, ženske v dolgovih. In zdaj, tukaj je problem, tukaj ni socialne službe. Ti takrat v Izraelu, če nismo denarja, lej, tvoji otroci so šli v služenstvo. To ni bil hec. In ona pa ve, da ima zavezo. Poglej v drugi vrstici, Elizej reče, kaj naj ti storim? Povej mi, kaj imaš v hiši. In ona pravi, dekla tvoja nima ničesar v hiši, samo en vrček olja. In noro cerkev, da Elizej je bil tja poslan, ko ga je Bog tja poslal. In ta ženska sploh ni bila del Božjega kraljestva, kakor na tradicionalen način, ampak Bog je vnaprej videl, da se bo ona prav odločila in da rab rešitev in je poslal je priložnost, da lahko še edino stvar, ki jo ima doma, da jo lahko investira v Božje kraljestvo. In če bi Pop TV bil znam, bi rekel, evo ga, pridigar, izkorišča v Bogo vdovo, vse je bo pojedel, ona bo umrla, on se bo pa z Mercedesom okoli vozil. Etko. In ne smeš tako razmišljati. Ker nikoli ne boš Božjo voljo izpolnil, če boš poslušal slovensko kulturo. Nikoli. Ker slovenska kultura ni isto, kot Božja kultura. Amen? Mi smo v kulturi, ki je superiorna vsaki zemeljski kulturi. V tej kulturi ti, ko daš, sprejmeš. Amen? Če pa hočeš vse pojesti, boš pa umrl, sicer mogoče se boš več najedel, kakor če ne imel vsaj to za pojesti. Ampak zakaj bi umiril? Etko, daj rajš naprej, haleluja. Nikoli ne reči, nimam. Nikoli. Nikoli. Vedno, ko ti Bog, vedno, ko rabaš čudaš, poglej, kaj imaš, haleluja. Kaj nekaj imaš, prijatelj. Nekaj imaš, haleluja. Meni, ko je Bog rekel, da je zdaj čas, da imam novega psa,
In sem pol vprašal kjerga in sem videl, wow, te psi so pa najcenejši 800 evrov. In pa sem vedel, da ne smem reči, nimam. In sem pisal te gospe mail, sem rekel, jaz bi pa tvojega psa zamenil za 2 artikla, pa sem mi poslal slike, kaj imam v garaži. In pol ji ni bilo všeč, in po enih 3-4 izmenjavah artiklov, rekla, meni nič od tega ni všeč, kar sem mi poslal. In pa sem rekel, škoda, da sem se toliko mailov izmenjala, maj psa, ok, ne bom imel psa, ampak rad bi ti sam dobro novico povedal, da te Jezus ljubi in mogoče ni slučajno, da sem imel željo, da ti pišem, mogoče bi ti pa mogel Jezusu povedati, pa pozabil na psa. In pa si je povedal, da je Jezus plačal ceno za njo na križu, da ima tokrat, da je odnesel vse njene grehe in ona je odpisala prej, pa nisi takoj to povedal. Prid po psa, jaz ti ga podarim za ston. Ker sem molila, da gre pes v Božje roke. In kaj se je zgodilo? 2 let kasneje se je gospodična spreobrnila, in je prišla k nam v cerkev in se je krstila v bazenu še tudi in še enega modela sabo pripeljala, da se še on spreobrnil. Amen. Tako da moj pes je že 2 osebi pripeljal k Jezusu. Ne, koliko jih je tvoj pes, ampak če že imaš psa, ne saj še koga k Jezusu pripelje. Amen. Ampak hoče ti povedati, nekaj imaš, ko Bog pride do tebe, daj mu nekaj, haleluja. Amen. In ko reči, nimam nič, imaš, haleluja, sam daj naprej. Bog daj seme sejavce, ne vsega semena pojesti. Kaj pravi v Mateju 6:33? Najprej si najte dobro službo, da imate vse zazihran, da je najemnina plačana, telefone plačan, internet, elektrika je plačana in pol dajte v Božje kraljestvo. Kar vam ostane na koncu, pa investirate. Ne, prav, najprej prinesi Božje kraljestvo in vse ostalo ti bo navrženo. Amen? Je v Božjem kraljestvu čist druga kultura. Ste opazili? Čist drugače. Haleluja. A se splača dati za Boga. In zdaj pogledajte v 8. vrstici. In nekega dne, isto poglavje, 2. Kraljev 4:8, in nekega dne gre Elizej skozi Sunam in tam je bila bogata žena, ta ga pridrži, da bi pri njej jedel. Mogoče se je ful hitro razvedela novica, in je on rekel, daj še pri meni kaj pojej, haleluja. Se vse, če sem bogata, ampak haleluja, imam prostor za več, haleluja. In kadarkoli je poslej šel mimo, je stopil k njej in zaužil kruha in ona reče svojemu možu, glej, spoznam, da je to svet Božji mož, ki vedno hodi mimo nas. Naredi vam mu, prosim, zidano zgornjo izbico in vanjo mu postavimo posteljno mizo, stol svečnik, kadarkoli pride k nam, ne vstopi. Se pravi, ženska je en del hiše dala za Božje kraljestvo. Ti moraš najprej, in ljudje pravijo, ko bomo zadevno lotu, bom dal. Ne boš. Če zdaj ne daješ, ne boš tudi pol dal. Ker večina ljudi, ki na lotu zadane, končajo v ogromnih dolgovih na koncu. Zakaj? Ker jih denarjih unič, ker niso sploh pripravljeni, niti ne znajo z njim delati in ga vas ga zapravijo, postanejo odvisniki v 1000 stvari in na koncu zabredejo v dolgove. Ker ta življenjski stil, ki so ga dobili zaradi tega loto zadetka, ni bilo nad z njim. Zato socializem ne deluje. Mi lahko razporedimo celo bogatstvo enakomerno na vse prebivalce in čez 50 let bo isto, kot je zdaj. Nazaj bo šel od unika, znajo znarje delati. Unika ne znajo, jih bo pa uničil itak in ga bo izgubil. Zato je dobro, da si zvest v malem, prav Jezus. Če ne moreš 1 meter skočiti, tudi 10 metrov ne skočiti. Če ti je težko, da 10, tudi 100 nož dal, ko bo treba. Razumeš? To je nek sistem, ki ga je Bog postavil, da ti rasteš, da investiraš. In tukaj je partnerstvo je ful drugače od daritve. Ko daritev daš, ko si pod inspiracijo, pod navdihnjenjem, partner pa sistematično investira teden za tednom, mesec za mesecom. Investira in je sistematičen. In to te dvigne ful nad povprečje. V 16. vrstici, se pravi 2. Kraljev 4:16, in reče, ko se ponovi ta čas, čez 1 leto boš pestovala sina, ona reče, nikar Gospod moj, mož Božji, ne laži svoji dekli. Se pravi, prvi korak, ženska da preroku prenočišče in hrano, zastonj. On ji reče, naslednje leto, v tem času boš pestovala otroka. Ona ni mogla zanositi. Rekel, drug let, ko pride, boš imela otroka. Se pravi, prvi korak, on izprosti blagoslov, da ona lahko rodi. In kaj se zgodi? Njen sin umre.
Ki je bil teenager, ki je delal na polju, ga boli glava in umre. Okay, se pravi, ženska investira v Božje kraljestvo, Bog jo blagoslovi. In kaj dostikrat se zgodi, ko te Bog blagoslovi? Hudič ti hoče ukrast, haleluja. Hudič ti hoče ukrast. In zdaj ona, jaz verjamem, ker je bila sistematična v svojem partnerstvu. Ona kadarkoli, mi smo tle za tebe, to je tvoje, hranili te bomo, spal boš le, to je posvečene. Jaz sem rekel, kjerkoli tvoj zaklad, tam bo tvoje srce. Amen, ko ti investiraš v Božje kraljestvo, ko ti prihajaš na srečanje krščanskega centra, ko investiraš v odnose z brati in sestrami v tem prostoru, ti ne moreš umreti sam. Ti nikoli noš sam. Ti kamorkoli greš na svetu, ti lahko zrihtamo brezplačno prenočišče. Skoraj kamorkoli. Ko smo razširjeni po celem svetu, haleluja. In kaj to pomeni? Da imaš zavezne partnerje. Če si pa ti tle samo en obiskovalc, ki jaz ne vem, kaj se s tabo dogaja, pa nikoli ne bom svojega imena zate izpostavil, pa ti neki rihtu, niti noben drug tle izmed nas. Zato ljudje, ki pravijo, jaz nobenega prijatelja nima tle not, je zato, ker sebe nisi investiral sam not. Amen? Edini človek, ki nima prijateljev, je človek, ki ni prijatelj. To je edino. Ti ne moreš biti dober prijatelj, pa biti brez prijateljev. Amen? Pomeni, da sebe investiri v življenje drugih. Moraš si najti vsaj 4 prijatelje tle not. Jaz ne rečem do pojutrišnjem. Ampak vzemi si čas, načrtno investiri, povab ljudi, pokliči jih, mol skupaj z njimi, navezuj stike, ker lej, kaj je šle pridigo? Un človek, ki so ga čez streho spustili, kdo ga je spustil? 4 prijatelje. Če imaš ti 4 prijatelje, to je tvoja celica, ki da življenje za tebe. So ljudje, ki me lahko pokliču ob 3 zjutraj, pa mu vse naredil za njih, razumeš? Karkoli rabijo, nima veze, haleluja, razen žene jim nam dal, haleluja. Drugo si lahko delimo. Haleluja. In to rabiš, investiri se, imaj partnerske odnose, zavezne odnose, haleluja. Bo del zaveze, še več sebe daj, da bo še več ven dobil. In zdaj poglej naprej, sin, a si predstavljaš, da ti je Ashley prerokuje, in tukaj je bila ena oseba, ki je Ashley za njo molil in je prišla z dojenčkom na srečanje. No, ta oseba je Ashley lansko leto, ki je pa šel prosila, ne mol za njo, ki bi ful rada imela otroka, pa nima, že 8 let se truta z možem, pa v glavnem ne gre, ni rezultatov. Ona 9 mesecev potem zanosi od molitve, Ashley, ona zanosi in prišla z dojenčkom zdaj na srečanje. A ni to dobro? In potem še prišla njena sestra in mama in nekdo še vse. Ampak, poglej zdaj, njen odgovor, v 16. vrstici ona prav, a si predstavljaš, da bi Ashley za njo molil lansko leto, rekel, lej, drug let, ko bom tle, boš imela otroka tukaj na srečanju, dojenčka. A si predstavljaš, da bi ona rekla, daj ne mi lagati, Ashley. Pa kva se lažeš tukaj, v krščanskem centru. Tak odgovor je imela. Ta ženska je rekla Božjemu preroku, pa kva se lažeš. A vidite to? Ampak zato, ker je sistematično investirala v Božje kraljestvo, je vsem dobila svoj odgovor. Čeprav ni imela vere, je vsem dobila otroka. Zakaj? Ker je bila partner z Božjim človekom. Haleluja. Partner je bila z Božjim kraljestvom. Amen. A lahko vidite to? A lahko to vidite? Haleluja. Pa sam jaz to vidim. Če se motim, mi povejte. Haleluja. Potem vidimo v apostolskih delih 10, vidimo Kornelija, ki pojma nima v Jezusu. Pojma nima v Jezusu, ni na nov ren. Ampak neprestano mol in daje daritve. Investira keš pa molitev v Božje kraljestvo in njega kdo obišče? Največji apostol, Peter. In mu pove resnico, Sveti Duh pade na vse, vsi se sprobrnejo in je prvi pogan, ki je vstopil v Božje kraljestvo. Tako da je nekaj na tem cerkvu. In Bog mu je rekel, zgradil si spomenik pred Bogom. To pa je nekaj, haleluja. Da kamor kol Bog pogleda, ga tvoj spomenik moti. Si tam zgradil spomenik in on kamorkoli pogleda, on ti more odgovoriti, da se reč tega spomenika, haleluja. Ma pretiravamo.
Ampak jaz verjamem, da se te ženske Bog ni mogel rešiti. Niti Elizej. Ni se je mogel rešiti. Ona prav, kva se lažeš, pa dobi otroka. In pol pogledajte naprej. V 32. vrstici. In ko pride Elizej v hišo, glej, deček leži mrtev na posteli njegovi. Se pravi, ženska, ki ji mož pošle sina domov iz polja, ki je pomagal očetu urati njivo in ga je ful glava začela boleti. In pripeljejo sina domov in sin umre. In kaj ona naredi? Ona ga zaklene, mrtvega sina, zaklene, da ja ne bi noben videl tega, ga zaklene v sobo od Elizeja, v sobo, ki so jo zgradili za preroka. In ga not zaklene in laufa k Elizeju, laufa k njemu. In Elizej jo zagleda dol iz hriba in pošle svojega služabnika in prav vprašal, kako se godi nje, njenemu možu in njenemu sinu. A vidite zavezo? A vidite zavezo? Ker ti, jaz verjamem, ker mi investiramo v Božje kraljestvo, pa drug v drugega, ker se tukaj zbiramo, mi naenkrat začnemo skrbeti drug za drugega in za otroke v drug za drugega. Amen? In naenkrat, če tvoj sin trpi, jaz trpim. Razumeš? Naenkrat, če tvoja mama zboli, gre meni to na živce. Razumeš? Naenkrat začnemo drug drugemu pomagati. Haleluja. Amen? Naenkrat nam več ni vse en drug za drugega. Amen? In a ni to zanimivo, da ful velik Božji prerok pošlje služabnika, pejte vprašati, kako je z njo, z njenim možem in z njenim sinom. Amen. Amen. A lahko to čutimo, to ljubezen med sabo. Haleluja. Da če gre otroku od nekoga v tle not, slabo, in meni je to ful da best, ko pol vidim, kako se je kar en v krščanskem centru javil, bom jaz inštrukcije dal zastonj tvojemu sinu. Jaz ful obvladam matematiko in pojdel zastonj. Je hodil domov inštruirati sina, dokler mu ni ful uspel. Haleluja. In pa sem še jaz šel k njegovemu bratu tega, pač, probati izgnati par demonov iz njega. Kaj ljudje so dobri v inštrukcijah, ampak pač mogoče rabijo pomoč pri izganjanju demonov in vejo, koga poklicati. Haleluja. Ampak kaj govorim? Nas zanima za vse. Amen. Amen. Nas zanima. Haleluja. Amen. Nas, kaj je še rekel, da ljudi ne briga, koliko veš, dokler ne vejo, koliko te briga za njih. In zdaj, ženska, ki pride ta hlapec v Elizeju spraševati, ona prav, vse je v redu. Ona prav, kako je tvoj mož v redu? Kako ste v redu? Kako je tvoj sin? Ona je rekla, fule, umrl je, lej, tam ga skrivam. Ne. Ona sploh ne sprejema tega dejstva. Ona svojemu možu ni povedala, da je sin umrl, ker je bolan ga je poslal. Razumeš, ta ženska je imela tak odnos z Bogom, da je vse, kva si njen mož misli, kva si drugi ljudje mislijo, ona ve, kje je odgovor in gre po odgovor. Haleluja. A ni noro, cerkev? Noro, haleluja. In včasih ni dobro, da ljudem govoriš, koliko ti gre vse slabo, ampak da greš direkt do Boga in sprejmeš rešitev. Haleluja. Ali pa greš do ljudi, ki veš, da ti lahko pomagajo. Če ti jamraš ljudem, ki ti ne morejo pomagati, to ni zdrava komunikacija, to je samo jamranje. Če ti komuniciraš z nekom, ki ti lahko pomaga, zdaj si pa dobro naredil. Amen? Zato moraš imeti vsaj ene 4 prijatelje, haleluja, ki znajo potegniti Boga na zemljo. Haleluja. In zdaj poglej, ona pride do Elizeja in takoj mu pove, lej, moj sin, dal si mi sina, zdaj pa mrtev. Prid ti. On najprej spet hlapca pošle, pač Elizej je pač tu človek. In pač ni deloval, ni deloval. In po Elizej sam mogel priti. Poglejmo, kaj se je zgodilo. V 35. vrstici. Potem se vzdigne in hodi po hiši sem in tja. In zopet stopi gori in se razprostre. Pazite, on se je že enkrat ulegel na njega, pa se nič ni zgodilo. Dihnil mu je v usta, pa se nič ni zgodilo. Ampak še vedno ne more nehati. In spet,
zopet stopi gor in se razprostre na njim in deček kihne 7-krat, potem odpre oči. Ta ženska je toliko verjela Bogu, da je sprovocirala Božjega človeka do te meje, da je nekaj naredil, kar nikoli ni naredil. In še tle se je ful izogibil, najprej hlapca naprej poslal, da to proba. In pol se uleže na njega, dihne v njega, pa se nič ne zgodi. Kaj bi ti naredil? Jaz bi rekel, ja, sej. Kva mi je sploh bilo, da sem mislil, da Bog lahko mrtve ubuja. Ker to se še nikoli ni zgodilo, razumeš? Naredil sem se, ulegel sem se, dahnil sem v usta. Kva ne še naredim za to žensko? Ne. In zdaj pametno naredi, hod sem in tja. Ste kdaj gledali Baltazarja? On hod, dober je, hod včasih sem in tja. Ne nič narediti, sam hod sem in tja. Včasih ti bo Bog dal rešitev, sam ne še takoj slišal, razumeš? Jaz včasih hodim 3 dni sem in tja. Jaz imam tam tepih točno znucan, se vidi, kje hodim, gor in dol, v svoji pisarni. Pač, zdaj sem si še tako uro dobil, da mi šteje korake, haleluja. Zdaj še več hodim, kot prej, haleluja. Ok, se pravi, partnerstvo, ko si v partnerskem odnosu, haleluja, ti lahko dobiš celo mrtvega nazaj, haleluja. Recimo vsedu, nič ti ni nemogoče. Haleluja. Nič ti ni nemogoče, haleluja. V Rimljanih 10:17 vera pride po poslušanju Božje besede. Se pravi, vera pride, ko ti slišiš Kristusovo besedo. Se pravi, če mi ne govorimo, in dostikrat ljudje pravijo, pa spet govoriš o denarju, spet govoriš o prosperiteti, spet govoriš o financah. Če mi ne govorimo, ti noš imel vere za to. Noš, haleluja. In niti noš vedel, da to obstaja. A razumeš, da ene stvari moraš 100-krat slišati. Zakaj? Ker kako pride vera iz slišanega oznanila, oznanilo pa pride po besedi čigavi. Kristusovi, se pravi, nekaj od tega, kar jaz govorim, bo tebi postal Kristusova beseda. Nekaj, haleluja, mogoče ne danes, mogoče jutro, mogoče pojutrišnjem, mogoče, ko boš še 10-krat poslušal, haleluja. In si boš rekel, wow, Bog res hoče malo več od mene, haleluja. Zdaj imam res priliko in boš prišel v situacijo, ko te bo Bog lahko spomnil. Zakaj? Ker danes si partner s krščanskim centrom in poslušaš Božjo besedo, haleluja. Če ne poslušam, haleluja. Jaz verjamem, da niste zato, ker je odzun mrzlo, tle pa bolj toplo, haleluja. Amen. Ampak si lačen Boga, amen. In jaz sem ful lačen Boga. Jaz upam, da sem vsaj to, kot ti, jaz tudi lačen Boga, haleluja. Amen. In cerkev ful se moram še naučiti, ful moram še narediti. In vem, da bolj, ko se bom ponižil, pa verjel Božjo besedo, pa jo poslušal, več bo Bog naredil meni. Jaz mislim, da Bog hoče dvigati ful velike Božje službe tukaj noter, haleluja. Ne sem tukaj po celem narodu, ampak mi smo tle. Ampak kako jih bo dvignil, če nismo z njim partnerji, haleluja. Amen. Dajmo se not več, haleluja. Dajmo posejati se not v Božje kraljestvo, cele, haleluja. Amen. Naj ne mine dan, da nismo v Božji besedi, pa v Božji prisotnosti. Amen. Veš, kaj je molitev? Molitev je druženje z Bogom. To je meni najboljša komunikacija. Da se družiš z njim. Lahko sam hodiš, sem in tja. Lahko sam sprehajaš, brez rešitve. Ampak, haleluja, nekje med tem sprehajem, se ti bo Bog pridružil, haleluja. In potem ti bo začel še petati na srce, haleluja. Ti bo rekel, imam plan, haleluja, daj verjemi, haleluja. Daj začni pet, ko greš v nevihto, haleluja. Amen. Daj mal ne toliko dol gledati nase, haleluja. Daj poglej mal name, haleluja. Mene Bog doskrat mi govori tako, da naj njega gledam, haleluja. In nekaj se zgodi, ko si ful združen z Bogom toliko v molitvi, da vidiš Jevsa, haleluja. In pol si toliko blizu z njim. Mene enkrat me je Ešli poklical, ker pač on je moj duhovni oče. Ampak enkrat me je poklical, ker mi je šlo res ful slabo. Ful, nič mi ni šlo. Karkoli sem verjel, vse mi je propadlo.
In pol nisem vedel nič, kako bom naredil. In pol me je klical, Klemen, kako si? Sem rekel, ful sem dober, haleluja. Zakaj? Ker sem se glih z Bogom družil, ko me je klical. In sem bil the best. Če bi me klical en dan prej, bi imel ful drugačen odgovor. Ampak cel dan sem bil v Božji prisotnosti. In pol me je začel ene detalje sprašovati, kako mi gre, se kole, to gre vse slabo. To mi ne gre, nič mi ne gre, ampak jaz sem ful the best. Počutam se ful, kot največji šampion v Sloveniji, haleluja. Sedim, zjel sem na njegovem prestolu, haleluja. Ful sem poln Svetega Duha. In je rekel, a ti lahko kupam karto za avion, pa vse boš imel plačan, pa avto, pa stanovanje, vse. Prid za en teden k nam gor v Anglijo, haleluja. Ful Bog govori. In pa se mu ful blagoslovljen, ko se šta. Ne vem, če bi me povabil, če bi mu ful jamro, kako nič ne deluje, haleluja. Po mojem bi se me ustrašil, ker jaz sem pol še govoril sem na njihovi glavni konferenci. A si predstavljaš, da sem bil, če bi me naprej poklical, se bi bal biti v moji prisotnosti. Ampak, kad sem se družil z Bogom, sem lahko govoril, ne vem, 800 ljudem. Haleluja. Ful šampionov vere. In se jih je ful Bog dotaknil. Ne misli, da ti gre ful slabo, samo zato, ker si v težki situaciji. Ne misli, haleluja. Ti se lahko počutiš, kot kup nesreče. Ampak v tebi pa nadnaraven Bog, haleluja. Amen. V tebi pa Jezus, ki je premagal hudiča, amen. V tebi pa Sveti Duh razlit, ki sam čaka, kdaj ga boš sprostil svojo vero v akcijo, haleluja. Razumeš? Jožef, on je 13 let je bil zvest, v zaporu je bil zvest, pri Potifarjevi ženi je bil zvest, po krivem je bil obsojen, a je hodil okoli pa jamru. Jaz enkrat ne vidim Jožefa, da bi jamru ljudem, koliko ga ljudje varajo, koliko gre slabo, koliko je vse za nič. Enkrat ga ne vidim. Vedno je the best, vedno je pozitiven, vedno dobre volje, haleluja. In kaj se mu zgodi? Še v zaporu je zvest Bogu in vsi vidijo, da je drugačen, haleluja. Amen. Recimo sedu, to si ti si drugačen človek, haleluja. Si drugačen človek, haleluja. V tebi je Božja radost, haleluja. Amen. Božja radost je tvoja moč, haleluja. In zdaj poglej, kaj bi ti naredil? Kaj bi ti naredil? Bratje so te zavrgli, familija te je zavrgla. Prodan si tam v zaporno. Najprej so te golga zasužna prodali tam, v verige oklenili. In Bog pravi, to je moj prosperitaš. Kaj je šlo Jožefu najslabš v naravnem, na materialnem področju, Biblija pravi, in to je moj prosperitaš. A razumeš, da Bog je videl, kako Jožef sistematično vlaga v Božje kraljestvo, haleluja. In mu je bilo vse, s kakšnim avtom se pripeljal, kakšno uro ima na roki, s koliko drago obleko je prišel v cerkev. Nič od tega Bog ne vidi. Ne vidi, haleluja, on vidi njegovo srce, on vidi njegovega duha, on vidi njegovo odločenost, on vidi, da se je človek nov predal. In pol v zaporu, ti pride celo do zapora. Celo do zapora mu je uspel prijeti, ki je poslušal Boga. Jaz ne vem, kako ti razmišljam, pa jaz bil v zaporu in rekel, to ne vem, če deluje. Mislim, res ne vem, če Božja beseda deluje. Vse delam prav in če dalje slabš mi gre. In ljudje ga tam povišajo v zaporu, so ga dali za menedžere, pa bi rekel, mogoče pa le malo deluje. Le malo deluje, ipak nisem navaden zapornik, sem le nek menedžer tukaj. In bi rekel, ok, haleluja, je nekaj na Božji besedi. In pol še tam operira v duhovnih darovih in prerokuje človeku, da bo odrešen istega dneva iz zapora. Njegov sojetnik. In pa prav, ko boš odrešen, da reč kralju dobre besede vzame, da me ven iz tle potegne. Prav, obljubam, da bom. Človeka isti dan odrešen in pozab na Jožefa. Pride pred kralja in pozab na Jožefa. In jaz mislim, da je to res en velik test našega karakterja, ko vse narediš za koga, pa pozabijo, da si karkoli naredil za njih. A ste kdaj to zgodili? To boli. Ko vse investiraš se za nekoga, vse narediš za njega in polka mu gre dobro, te več ne rabi, se sploh ne spomne, da si mu ti kdaj pomagal. Ali ti pa celo reče, da mu nikoli nisi pomagal. Ti povem, to je ful dobro. To je dobro zate. To je the best zate, haleluja, ko boš umrl sam v sebi, haleluja. Amen? Ker se noš toliko po prsih, ko sem jaz faca, koliko sem ljudem pomagal.
Ampak boš videl, da ti tako človek lahko takole pozabi. In najbolj, da se že zdaj odločiš, da boš Bogu služil, če te kdaj ljudje sprejmejo ali ne. Haleluja, amen. In boš osvobojen strahu pred ljudmi, imel boš partnerski odnos z Bogom in vedno ti bo šlo vse the best, tudi če si v zaporu. In ne vem, kako bi se ti počutil, ampak jaz bi se rekel, izgleda, da ipak ne deluje. Vse sem naredil za človeka, na koncu še pozabil name, on se ima fajn pri kralju, jaz pa tle gnjem. Ne, Jožefa to ne uslišal. On je še naprej ostal pozitiven. Ene slabe stvari ni rekel in kaj se mu zgodi? V enem dnevu ga Bog reši zapora in gre direkt pred faraona. Tam taka modrost pride iz tega človeka, ki se je kompresirala se v njemu 13 let. 13 let problemov, težav, čez katere je šel, preizkušenj, čez katere je šel, ki enkrat ni zajemljal. Vsa ta modrost je zdaj eksplodirala, ki je bil v pravem času, na pravem mestu pred kraljem. In vsa ta modrost, ki se v njemu gradi, zdaj pride na dan. In kaj se zgodi? Postane največji človek v celem Egiptu. Njemu zdaj zaupa faraon, da mu prsta na avtoritete prav. Karkoli boš ti rekel, vsi te morajo poslušati, isto, kot da sem jaz rekel. Nekrat človek, ki je bil 0 od 0 iz zapora, v enem dnevu, poveličan gor. Jaz pravim, to je moč partnerstva. To je moč, ki imaš ti spomenik pred Bogom, ki te on vidi, da si vztrajen. Ko prideš, ko bi najraje doma ostal, pa si že ful pomagal ljudem, pa noben te ne hvali, noben te ne obožuje in ne vem kaj. Vztraji naprej, še pomagi ljudem, amen. Še se razdaj. Mogoče, počekaj, Maja, toliko sem že dal, nimam kaj pokazati. Jaz verjamem, da imaš ful za pokazati, samo mogoče nisi opazil, haleluja. Mogoče ljudje, ki te ne poznajo, več vidijo, kot ti vidiš v sebi, amen. Zato je dobro, vztraj, izjel sem, haleluja, ko pride tvoja nagrada. Bog te bo presenetil, haleluja. Zakaj? Ker je samo vprašanje časa, ko ti investiraš, dokler obstaja zakon sejanja in dokler obstajate nebo in zemlja, toliko dokler obstaja zakon sejanja in žetve. Se pravi, karkoli seješ, boš požel, haleluja. To prav v Galačanih, ne se utruditi, brate, ki sejete, ker boste v svojem času poželi, če ne obnemorete. Amen? Lahko skupaj postanemo, dajmo moliti, haleluja. Rad bi molil za vsakega, če mogoče seješ, pa se ti čuti, pa se čutiš, kot da omaguješ, bi rad malo tega olja. To mogoče ni fair, to je preveč dobra reklama. Ampak vsem bi rad molil zate, haleluja. You wanna play keyboard? Samo ok. In če nisi izpolnjen Svetim Duhom, naj ti povem, težko boš preživel na zemlji brez Svetega Duha, res. Ker Sveti Duh, ker vse, kar sem govoril, je nemogoče izpolniti. Jaz ne verjamem, da lahko človek v svoji moči ostane zvest Bogu, tudi če mu gre vse narobe. Jaz verjamem, da zato rabiš moč Svetega Duha. So stvari, ki so duhovni problemi. Ene stvari niso naravne težave, so duhovni problemi. In kako jih boš rešil? Na duhovni način. Zato moraš biti izpolnjen Svetim Duhom, res. Krščanstvo ni intelektualno utemeljena doktrina, čeprav ima smisel, ampak je utemeljena na Božji moči. Pa rekel, moje besede niso v intelektualnem prepričevanju, ampak so bazirane na Božji moči. Danes, če še nisi krščen v Svetem Duhu, če še ne govoriš o novih jezikih, res, to je to je isto pomemben, kot največja želja, ki imaš v svojem življenju, potem, ko si sprejel Jezusa. Res, to rabiš. Prid naprej, te bomo mazilili, Abimael mi bo pomagal, Abimael will help me. Bom molila za krst v Svetem Duhu, za izpolnjenje Svetim Duhom. Mogoče, če se čutiš, da imaš kakšen duhov, rad bi za kogarkoli molil, kdorkoli bi rad danes, da molimo za njega, si svobodno priješ naprej, ampak najprej bi rad molil za krst v Svetem Duhu, pa če čutiš, da vlagaš v Božje kraljestvo, pa ne dobiš nazaj to, kar bi mogel dobiti. Da čutiš, da je neka duhovna barijera, da se ti hudič upira, da ne sprejmeš, da je neka duhovna sila, ki jo lahko zlomo danes na tabo, haleluja.
pol tudi priti naprej, da to zlomimo in pač na koncu